najprej čestitke fantom, ki so se res borili, držali so se dogovorjenega, v bistvu od samega začetka tekme so pokazali prav pristop in tudi držali kljub vodstvu v polčasu. Imeli smo v drugem polčasu nekaj težav v napadu, ko so klopci v bistvu poskušali vseeno nič se vrniti v igro, so zadeli tudi oni nekaj težkih metov, ampak smo obdržali trezno glavo in v bistvu suvereno pripeljali tekmo do konca. Ja, vedeli smo, da bo tekma zelo težka. Menjali so trenerja, kar je ponavadi pozitivna šok terapija. Boštjan je zelo dober trener. Šli smo v tekmo maksimalno, imeli smo par nesrečnih porazov v zadnjih 4 kolih, tako da smo mogli to tekmo dobiti, koliko smo vedeli in znali in mislim, da je to dobro uspeli. Šli smo agresivno, čvrsto v obrambi, tako kot znamo, tako kot nas krasi že celo sezono in na koncu je to prinesli uspeh. Tudi sprostili smo se malo v napadu, se mi zdi, zadeli par šutov, tistih odprtih, tako da dobro delamo in mislim, da bo rezultat slej ko prej prišel, da bo zmage prišle tudi v seriji. V Šoštanju se počutim odlično, sicer stanujemo v Velenju, ki je čisto blizu Šoštanja, super mesto, ljudje tukaj so super, odlično so nas sprejeli, zadeve okrog kluba so urejene, s trenerji se odlično razumemo, dobro se dela in zakaj pa ne, zakaj za tistih mogoče par evrov več, nekam v tujino, imam tudi družino, 2 otroka in dejansko je to najboljša zadeva, kar se lahko zgodi, da imaš urejene zadeve, da ne razmišljaš o ničemer drugem, razen o košarki, o treningu, si skupaj z družino, ki je tukaj z mano in mislim, da je to bila pravilna odločitev za ostane tukaj. To je bilo eno veliko presenečenje, potrditev enega dobrega dela skozi celotno kariero, bom rekel. Tam je bilo pa tako zelo ena pozitivna, lepa izkušnja, ki mi bo vedno ostala v spominu. O Malkoviću samo pohvalne besede, gre za izjemnega strokovnjaka, tudi ekipa, igralci, ki igrajo v večjih klubih, super ljudje in osebnosti, tako da je res dobra izkušnja in še enkrat se hvaležim za to, da sem bil del tega. Ja, res je, v lanski sezoni smo imeli zelo dober rezultat, zato smo se tudi letošnjo sezono nekako odločili, da bomo probali zadržati isti nivo igre in to. Bil je mal problem oziroma s trenerjem Potočnikom nekako nismo našli skupnega jezika, odločil se je za drugo sredino, mi pa smo tako, ker je bil pomočnik gospod Kraševec Sebastian, je sistem dela nekako bil podoben, isti, zato smo se odločili za tega trenerja. Ko smo sestavljali ekipo, smo nekako sestavljali v tem smislu, da bomo zadržali ključne igralce, to je Žiga Zagorc, Junevič in pa Bajranič. Okoli njih smo pripeljali dokaj zanimive igralce, namesto Saliha Nuhanovića smo pripeljali Collinsa, ki mislim, da je upravičil svoje zaupanje. Vendar moram pa reči, da imamo nekako veliko smole v letošnji sezoni. Poškodba Bajramića nekako se nam vleče že celo sezono, ki je eden ključnih igralcev, kot sem že rekel, okoli katerega smo tudi gradili ekipo. To je velik hendikep. Tudi Žiga Zagorc praktično igra brez počitka, bil je na reprezentančni akciji, nekako skozi vleče neke poškodbe, tako da nikako nimamo sreče. Zelo velik hendikep se nam je pa zgodil tudi, ko so bile poplave, nekako sedaj imamo velike težave z dopoldanskimi treningi, kajti osnovna šola v Šoštanju je bila poplavljena in sedaj so v tej dvorani tudi šolske aktivnosti in moram reči, da praktično dopoldanskih treningov nimamo in to se nam tudi zelo pozna.